Pozdravljeni. Na vrsto je prišel že drugi v seriji prispevkov, posvečenih veliki nagradi Italije. Poglejmo si skupaj vse, kar je pomembnega se zgodilo pred kvalifikacijami v prvem in drugem prostem treningu. Kot običajno bomo tudi danes začeli pri tehničnih novostih ter zanimivostih. Nato v drugem delu bomo skupaj skušali razumeti, kakšno bi lahko bilo tisto pravo razmerje sil v luči prihajajočih kvalifikacij. Začeli bomo seveda s tistim dokumentom, ki ga izdaja FIA, kjer dobimo naštete vse spremembe, ki so jih ekipe prijavile z dirko v Monci. In začeli bomo pri McLarenu, kjer vidimo, da so spremenili na prednji premi tisto obliko kože iz ogljikovih vlaken, ki prekriva ročice prednje preme. Nato lahko vidimo, da so prirezali rob na pomožnih profilih prednjega aerodinamičnega stabilizatorja. Na zadnjem so spremenili obliko glavnega profila in seveda tudi onega spodnjega profila. Vse v luči, da bi zmanjšali zračni upor in tako povišali končno hitrost. Pri skuderiji Ferrari bi lahko na prvi pogled dejali, da so pripravili skorajda identični paket. Ni bilo nobenih sprememb na prednji premi, ampak so tudi tu pristrigli rob pomožnih profilov na prednjem aerodinamičnem stabilizatorju, na zadnjem so pa vgradili nov glavni profil in poln spodnji, z eno veliko pripombo. Namreč ne gre v resnici za nove dele, ampak za tiste, ki so jih tu v Monci rabili lani in so jih samo malce prilagodili za SF Pomišljaj 25. Torej, letos še nismo videli tega dela, ampak izhaja iz tistega, kar so imeli na razpolago lani. To je razvidno tudi iz poročila. Nato, če se obrnemo malce k Red Bullu, bomo videli, da so tudi tu pristrigli rob pomožnega profila na prednjem aerodinamičnem stabilizatorju, ampak so obsežno spremenili tudi obliko dna. Če bi lahko dejali, da so ekipe, ko so pristrigle robove, v resnici vzele že dostopne dele in jih samo malce skrajšali, tu pri Red Bullu s spremembami na dnu so bili izjemno konkretni in videli bomo, kako bodo zadeve delovale. Pri tovarniški ekipi Mercedes vidimo spremembe tam prav na konicah pri pomožnem profilu zadnjega aerodinamičnega stabilizatorja. Imamo spremembe tudi tam na začetku dna, tam pri vstopnih režah v Venturijeve kanale, kjer so spremenili malce kot tistih vstopnikov, kar je zopet, lahko bi dejali, malenkostna sprememba. In seveda imamo spremembo tudi na prednjem aerodinamičnem stabilizatorju, kjer so znižali kot pomožnih profilov. Pri ekipi Haas lahko govorimo o tem, da so spremenili samo na prednjem aerodinamičnem stabilizatorju tiste robove, kar je, lahko bi dejali, že neke vrste standard, ampak pri ekipi Racing Bulls lahko govorimo, da so spremenili kar mnogo. Imamo drugačno obliko pokrova pogonskega sklopa, imamo nove robove na samem dnu, imamo novo obliko zrcal, kar je zopet podobno kot pri sestrski ekipi Red Bull, dokaj obsežen paket posodobitev, ki niso strogo namenjene uporabe tu na veliki nagradi Italije. Pri ekipi Williams zopet
pristrig tako tistega roba pri pomožnem profilu prednjega aerodinamičnega stabilizatorja, kot tudi zadaj, zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju. In pri Aston Martinu zopet skrajšanje roba pomožnega profila aerodinamičnega stabilizatorja. Torej, lahko bi dejali nič takega in nič novega. A med zanimivosti moramo prišteti nekaj, kar smo hoteli izvedeti že prejšnji teden na veliki nagradi Nizozemske. Pri Landu Norrisu do tega trenutka nismo videli, da bi vgradili kakšno novo komponento pogonskega sklopa. Res je, da na prostih treningih se običajno rabi starejše enote in dokončno potrditev bomo dobili jutri zjutraj. Ampak zaenkrat ne kaže, da bi bilo kaj menjali. In tudi pri Charlesu Leclercu, vsaj sam, nisem zasledil kakšne menjave šasije. Torej, lahko bi dejali, da pri obeh ekipah so se zadeve iztekle izjemno srečno. Sicer okvare, nesreče, ampak brez nekih trajnih posledic. Seveda ste videli, da pri skuderiji Ferrari obeležujejo 50. obletnico prvega naslova Nikija Laude pred Ferrari. In tu, kot zanimivost, bi vam rad pokazal fotografijo, ki jo je objavil Lewis Hamilton, kjer se je nekako postavil v isto pozo kot njegov vzornik Niki Lauda, z razstavljeno vso zaščitno opremo, ki jo ima na voljo. In mnogi bi dejali, izjemno podsrečena, fantastična fotografija oziroma montaža, le da bi rad poudaril nekaj. Slika Nikija Laude ni iz obdobja Ferrarija, temveč obdobja Brabhama. In govorimo lahko o tem zato, ker na njegovi zaščitni obleki je lepo viden znak Alfa Romeo, pa tudi pokrovitelji so rahlo drugačni. In zopet smo lahko videli, da pri takšnih rekreacijah zgodovinskih trenutkov je treba biti presneto pozoren. A kar se tiče zanimivosti, bo seveda zaenkrat to vse. Kaj bi lahko dejali o tistem razmerju moči, ki ga lahko pričakujemo na kvalifikaciji? Najprej, za razliko od Nizozemske, od Zandvoorta, je Monza čisto drugačna proga. Gladek, raven asfalt, brez grbil, kjer lahko, na primer pri skuderiji Ferrari, znižajo seveda višino in tako pridobijo prav tisto, kar jim manjka. Videli smo na prvem in predvsem na drugem prostem treningu, ki je bolj mirodajen, da Ferrari je izboljšal svojo formo vsaj na en hiter krog. Ampak tu je treba opomniti, da Lewis Hamilton bo bil kaznovan in na štartnem razporedu bo na koncu se znašel bistveno bolj zadaj, kot se bo kvalificiral. Zato morajo vse pri Ferrariju enostavno staviti na Charlesa Leclerca. V vsakem primeru je McLaren še zmeraj nekoliko hitrejši. In verjetno ste opazili tako na prvem kot na drugem prostem treningu, da je Williams dokaj visok. Ampak to zopet zaradi neke karakteristike samega bolida, o kateri smo že govorili v preteklosti. Williams ni sofisticiran, nima toliko oprijema kot na primer Red Bull, ampak ker nima oprijema oziroma tudi tistih oblik, ki bi generirali tega, ima manj zračnega upora že v principu. In zaradi tega na progah, kot je ta v Monzi, bleski. In to si moramo zapomniti, tudi razumeti moramo, zakaj kar naenkrat Aston Martin bolj zadaj od tistega, kar smo videli na Nizozemskem. Ker gre za obratni primer, kot smo lahko videli pred tednom dni. Namreč tudi pri Aston Martinu so znižali sam bolid, ampak niže kot gredo oni, slabše in gre. Zato tu moramo biti manj strpni. Če bi lahko povzeli razmerje sil, bi lahko dejali, da imamo McLaren, na to izgleda
da bomo gledali morda dvoboj Ferrarija in Red Bulla, predvsem Maxa Verstappena, čeprav tudi Yuki Tsunoda ni bil tako zadaj. In seveda ne smemo pozabiti na Williams. Mercedes je tu res malce v ozadju, prvič, tudi zaradi tega, ker Andrea Kimi Antonelli je ponovno v težavah, ampak tudi George Russell ni pokazal nekaj več. Zato Mercedesa lahko pričakujemo malce bolj v ozadju. Na to bi lahko videli marsikatero prijetno presenečenje. Govorimo o Sauberju, govorimo o Haasu, ampak ne bi preveč pretiraval. Namreč morda se komu izmed teh ekip celo uspe prebiti v Q3. Ampak glavni nasprotniki bodo tam spredaj. Jer Oskarja Piastrija bomo čakali na kvalifikacijah in ne na prostih treningih. Ampak za naš prispevek pred kvalifikacijami bo seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.